Koliko teleh kišt sprava v tole škatlo še noter? Niti ene. No, ampak v bistvu pa zmogljivost teh škatel, teh kišt pa sprava kar ene parkrat tukaj noter. Zaradi tega, ker če bi pred 10 leti obstajale takele naprave, kar pomeni takele PCI upalčki, ki so približno enako ali pa še precej bolj zmogljive kot tele škatle, bi lahko praktično cel tele kup elektronske šare in smeti spravil v takole škatlo. In midva ne bi imela prostora za snemati kamero. Ena izmed bolj očitnih letošnjih tehnoloških novosti so posebni računalniki na ključku. Ja, taka palčka, majhna, lepa. Dobro, saj ne rečem, izgleda malo večji kot običajen ključek USB, ampak tukaj noter je v bistvu čisto isto kot tukaj noter v tejle tablici. Skoraj isti Intelov procesor, Atom, 2 giga rama, 32 gigabajtov prostora za podatke, Wi-Fi, Bluetooth in vse take pritekline, vhod USB. HDMI. Na HDMI ga priključaš v monitor ali pa računalnik, imaš zaslon. Reža za kartico, micro SD, tako da čist resen računalnik. No, ampak ključno uporabniško vprašanje, ki se ga radi tukaj zastavljava, je to, da zdaj tehnologija dejansko omogoča v takile palčki spraviti računalnik, ki je bil, ki je precej bolj zmogljiv kot tiste škatle, ki smo jih pokazali na začetku, za znosno ceno, to stane koliko? 160 približno. Pol dodaš še recimo takole tipkovnico Bluetooth, eno miško, pa si na enih, ne vem, 250 ali pa mogoče majčkeno več. No, ampak tehnologija to omogoča, to vemo in to danes omogoča marsikaj. Ampak ključno vprašanje je, ali bi kaj takega imel in zakaj? Definitivno bi imel kaj takega, ker je v bistvu načinov ali pa tako namenov uporabe sem v tem tednu ali pa dveh, ker sem tole testiral, našel kar precej. No, na primer? Na primer. Ena najbolj taka očitna je to, da imaš pač računalnik ves čas s sabo v žepu. Tole imaš recimo vse skupaj gre v zelo majhno torbico in imaš vse v bistvu s sabo tisto, kar rabiš. Računalnik tako nastavljen, kot ga hočeš, s svojimi programi, s svojimi naročninami in vsem skupaj, s svojimi dokumenti, s povezavami v oblak in tako naprej. In samo rabiš samo nekje monitor ali pa TV s vhodom HDMI. Zraven pripelješ še elektriko v ta micro USB, ker pač čez HDMI ne gre napajanje in je to. Priklopiš, vpišeš noter, začneš delati, igrati, kar hočeš gledati, kar hočeš. Recimo, eden od namenov, kot ga vidim, je recimo to, da greš nekam, ne vem, na potovanje, na počitnice, ne vem, pozimi s prijatelji smučati ali kaj takega, vzameš tole s sabo, imaš gor na kartici svoje slike, svoje filme. Tam verjetno bo v apartmaju ali pa nekje en TV. Ki ni katoden. Ja, recimo. In vtakneš tole noter in lahko gledaš filme, poslušaš glasbo, počneš karkoli, surfaš po netu. Pol recimo, če imaš TV, ki še ni zelo pameten, kot je zdaj moderno, ali pa tudi če je, daš tole noter in imaš boljšo pametno zadevo, kot pa so oni TV-ji, ker tukaj imaš res ta pravi browser in imaš vse programe in si lahko sam nastaviš, lahko recimo, če hočeš gledati Netflix ali pa kaj takega, si namestiš gor en VPN programček, če imaš recimo naročnino zanj, samo tisto poženeš, odpreš v brskalniku Netflix in gledaš, ali pa tudi druge stvari, vse te spletne storitve se delajo čez brskalnik in delajo zelo dobro. Tako da je to ponavadi boljše, kot pa na tistem tam TV-ju ali pa če hočeš fotografije kazati nekomu ali recimo pa, da se ti ne zdi zdaj dajati eno konkretno konzolo pa dajati zanj 400 evrov pa še za vsako igro pol 50 ali pa več. Daš takle računalnik in pač nalagaš tiste igre, ki so tam v trgovini za Windowse na voljo ali pa tudi druge igre za PC-je. Saj dobro, najbrž vse ne bo teklo gor, ker ni zelo zmogljiv pa hiter, ja, ampak marsikaj pa dela in dela čisto v redu.
prav fajn igrati z njim. Lahko seveda tudi kaj resnega delaš pa tako naprej. Tako da, Ampak zakaj bi mu to namesto tablice, recimo? S tipkovnico. zato, ker mislim, da je tole vseeno večje možnosti uporabe ti daje. No. Tablica je bolj omejena. Na tablici se pač moraš zanašati na tisto, kar je narejen za Android, ali pa če je tablica za okni, je ponavadi spet bolj tako. Tukaj pa le imaš, če ne drugače, greš čez brskalnik ali pa programov za okne, pa tudi veš, da jih je. Ja, ker to so pozabili Ogromno. poudariti, to ni androidna. Ja, to palčka. je v osnovi tukaj gor si Windows 8.1, ampak pa to takoj, ko daš noter, nadgradiš na Windows 10, tako da imaš čist polna okna, taka čista prava. 32-bitne sicer, niso 64. Ampak za te Ampak, zmogljivosti. Ja, to. sej tablica ima svoje prednosti, no. Ker do kakšnih stvari dejansko na tablici hitreje prideš, kot recimo, ne vem, če hočeš mobilno TV ali pa kaj takega gledati, imaš tam v bistvu z enim klikom, ampak tudi tukaj se zelo hitro do česa pride in pa več možnosti ti odpira, pa predvsem imaš pa tak zaslon lahko. Tukaj pa 8-10 palcev. Si omejen, na kar je. Dobro, moram pa to povedati, no, da ta stvar dejansko ni prav zelo hitra. No. Procesor je malo omejen, čeprav v primerjavi z unimi starimi škatlami, ki smo jih pokazala 10-15 let nazaj, Tudi manj. najbrž ni dosti razlike, verjetno tole hitrejše res. Mogoče je škoda, ker niso dali 4 giga rama noter. Ja, Ker to bi se kar poznalo. No, ker to, Umilnik se zmeram. predvsem to se pozna, ko hočeš skakati iz enega programa v drugega, pa to takrat Malo treba čakaš. malo čakati. Ja. Ampak, dobro, to pač sprejmeš, se tudi veš, da si dal 160 evrov za tole reč. Ni zdaj to računalnik za 600 ali pa 800. Ja, to, da možnosti takih in drugačnih potovalnih PC-jev je vse več in kot sva že ugotovila, je, če nič drugega, tole in veliko hitreje, lažje in tudi ceneje pol zamenjati in definitivno ne rabiš takega velikega skladiša za odlagati odslužene palčke, pa tudi na splošno jih imaš lahko pol, tudi če odslužijo kot računalniki, jih pa še zmeraj lahko konfiguriraš, kot je že Matjaž rekel, kot zelo dober tak večpredstavni domači PC. Enostavno zaradi tega, ker pač če bi hotel nekaj podobnega doseči z Raspberry Pi in podobnimi temi mikroračunalniki, pa to, ki Ja, so pa tudi tiste fini. so fini, ampak tisto bolj druga namembnost. Tole je vseeno malo bolj zmogljiv, tiste bolj za kaj krmiliti ali pa kaj takega, če imaš kakšen to pametni dom, take stvari. Pa tam moraš biti tudi mečken geekovski, zaradi Ja, tega, ja, ker pa moraš pač. praktično ga sam skonfigurirati, pa Nek naložiti program, nek pa Linux gor poganjati pa tako naprej. to je pa dejansko pač Windowsi z vsem, kar dobrimi in slabimi, kar Stranmi, ja, seveda. zraven spada.